Cenjena gostja, dr. Anica Koprivc-Krepeluh, dragi obiskovalci, prisrčno vas pozdravljam. Posrečujoči medosebni odnosi. Takšne odnose lahko sklepamo, ohranjamo in razvijamo le, ko smo zadovoljni s sabo, odnosom do sebe in svojim življenjem. Na to, kako se počutimo, namreč vplivajo odnosi, ki jih izražamo, vzpostavljamo. Današnja gostja, dr. Anica Koprivc-Krepeluh, je soustanoviteljica in predsednica društva Čutim življenje. Je doktorica znanosti z področja zakonsko-družinske terapije. Njeno posebno zanimanje velja ustvarjanju varnih in zdravih medosebnih odnosov, skupinski terapiji in ženski osebnostni rasti. V skoraj 10 letih terapevtskega dela je poleg individualnih terapevtskih obravnav posameznikov, parov in družin izvedla številna predavanja, vodila skupine za ženske, ločene, tudi delavnice za pare in krepitev zdrave samopodobe. Skozi predavanje bomo izvedeli, kako in s kakšnimi kamenčki lahko dopolnimo mozaik dobrih, pristnih in osrečujočih odnosov. Dr. Anica Koprivc-Krepeluh, izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav še z moje strani in v imenu društva, ki ga danes tu predstavljam. Mogoče bi omenila to, mi smo čisto novo, sveže ustanovljeno društvo. Trenutno imamo 2 fokusa. Eno je to delo na programi za ženske, tako kot je pač omenila naša napovedovalka, da v bistvu je bilo to pač moje zanimanje, zato ker bi pač tudi moja doktorska naloga s tem povezana. Drugo področje, s čimer se pa v društvu trenutno intenzivno ukvarjamo, je pa Akademija kakovostnih medosebnih odnosov, ki jo razvijamo in ravno jutri tudi začenjamo ciklus teh delavnic v Krškem. Ko sem vas danes že srečala, ali pa smo se že srečali v preteklih dneh, ste rekli, pa kaj točno misli s temi medosebnimi odnosi? A to je družina, a to je zakon, a to je poslovni odnosi? Kaj točno imam v glavi, ko sem ta naslov napisala? Moram reči, da v prvi vrsti sem imela v misli družinske odnose, ker mislim, da tam vsi črpamo, tam je naše srce, se umiri, sprosti in naše telo. Se pa seveda pozna kakovosten medosebni odnos tudi na delovnem mestu, ker če smo ves čas na delovnem mestu obremenjeni z nekimi strahovi ali z nekimi včasih nekim teroriziranjem ali pa slabimi občutki, potem večino časa ali pa preveč časa, kot bi ga bilo sicer potrebno, namenjamo ukvarjanju s tem, kaj je narobe z odnosi, namesto da bi reševali tiste naloge, zaradi katerih smo tam. V koncu rečemo, da hiša še ni dom. Dom krojijo ljudje, ki so tam, se pravi tisti odnosi, ki jih gradimo z ljudmi, ki so tam. In mislim, da srečujoči, ne vem, kakšen izraz bi uporabila, kvalitetni, varni, ljubeči, sproščeni odnosi so tisti, ki nam dajo to, da se doma res počutimo tako doma, sproščeni, da zadihamo na polno. Ampak hočem reči, da čustva so nekaj, kar je izjemno koristnega za nas. Nam je lahko v pomoč, če to tako vzamemo. Če pa jih ne reguliramo, če pustimo, da kar divjajo, pa naredijo več škode včasih v našem življenju. Čustva v osnovi so en čist naraven fiziološki odziv, ki ga imamo vsi, ki nas motivira, da kaj naredimo ali pa da kaj tudi ne naredimo. Včasih rečemo, da nas ustavijo, blokirajo, včasih pa gremo naprej, da spodbujajo. Dejstvo je to, da včasih kdo reče, jaz pa v tem trenutku nič ne čutim, kar ni čist stres, ker mi vedno nekaj čutimo. Zdaj samo vprašanje, ali se tega zavedamo, ali pa je to nekaj globoko v nas. Ker ena čustva so pač tako nam vsakdanje, da smo se jih naučili včasih spregledati, ene so to globoko v nas, so nam včasih pretežka, pa zaradi tega jih sploh nimamo stika z njimi zavedno, ampak so še vedno v nas. Naše telo se vedno odzove, to je pač en najobčutljivejši barometer, kar ga imam. Mislim, da vsi v sebi nosimo eno hrepenenje po tem, da bi bili sprejeti, ljubljeni, čustveno in fizično varni, da bi nas drugi ob nas potrdil, da bi nam dal eno potrditev. Hkrati pa tudi mislim, da vsi mi doživimo eno potrditev, če vidimo, da to zmoremo dati našim bližnjim, našim najbližjim. Tle je ena vzajemnost, ena recipročnost med nami. In če se čutimo slišane v teh naših najbližjih odnosih, se naše telo umiri.
naši hormoni se umirijo, stresni hormoni se pomirijo, tako da o tem govorimo, da se čutimo varne, sprejete. Strah. Ja, strah je vod, okroga pa nič ni, ne? Pomeni, da v bistvu, kaj te je strah? Si, ne? Nerazumno je, da te je strah, ampak konec koncev to ni res. Strah je naravno čustvo in ima svojo funkcijo. Strah nas je zato, da ob nevarnosti zbežimo. Ja, so lahko včasih kakšni strahovi pretirani, pa se z leti naučimo, da so obvladljivi. Ampak v osnovi to, da pa mi otroku rečemo, kaj te je strah, brez veze te je strah, ima pa en negativen efekt. Čist zaradi tega, ker potem ta otrok sebi ta strah, bom rekla, včasih prikrije, ne? Ampak to so stvari, ko se učimo čustva v sebi potlačiti in če se jih učimo v sebi potlačiti, se pravi, lahko zgubimo stik z njimi. Če pa zgubimo stik z njimi, pa zgubimo stik tudi z enim delom sebe. In mislim, da velik del kvalitete našega življenja je odvisen ravno od tega, a mi imamo ta stik s sabo ali ga nimamo. Ker če imam jaz stik s sabo, potem vem, kaj hočem, kaj želim, kaj mi je všeč, kaj konec koncev, pri čisto osnovnih stvareh. Medosebni odnosi pa so pomembni še z enega vidika. Danes veliko govorimo o zdravju in če bi nas kdo vprašal, kaj je vaša vrednota, verjetno zdravje je tam nekje zelo visoko na lestvici, ne? Poleg družine in medosebnih odnosov. Ampak to dvoje je tudi konec koncev zelo povezano. Včasih so gledali na bolezen zgolj kot na telo. Ne, človek ima pljučnico, zdraviš telo, to ne zanimate, kaj se v resnici tam dogaja. Ali pa človek ima raka, zdraviš mu tisti tumor, ki ga ima in je zadeva končana. Čeprav danes vemo, da na onkologiji gledajo že veliko bolj celostno te stvari, ker se zavedajo, da konec koncev telo in psiha sta ena enota, ena celota in ne moreš tega ločiti. Ja, vsi doživimo prehlade, ne? Ampak tudi pri prehladih konec koncev je v igri naš imunski sistem. Naš imunski sistem, to pa verjetno ste doživeli, da je na lastni koži, vsaj jaz sem, pa najbolj upade takrat, ko imamo konec enega stresnega obdobja, ne? Ko intenzivno nekaj delaš, se tak ste moči v tisto usmerjene. Ko pa tisto nehaš delati, ko pa zaključiš eno nalogo, en projekt, potem ti vse upade, se umiriš in tudi telo se regenerira in konec koncev imunski sistem je najbolj na nizki stopni in takrat imajo virusi in vse te stvari fajn priložnost, da nas malo položijo v postelje, da se telo tudi po tej plati mogoče opomore. Čustva imajo veliko opraviti s stresom, ravno zaradi tega, ker čustva nekako sprožijo na stresni odziv, a ne? Pod stresom. Ko smo čustveno vzburjeni, se počutimo ogrožene, nemočne, imamo občutek, da nimamo kontrole. In čustva so tudi tista, ki naše telo spravijo v stanje traumatičnega stresa, nekakvega tega vojnega stanja. Ja, rečejo, da enih 80% ali pa še celo več bolezni je psihosomatskega izvora. Pomeni, da če mi poskrbimo zase in naše odnose, kjer lahko ta stres razrešujemo, veliko dobrega naredimo tudi za naše fizično in psihično zdravje. Jaz bi pa rekla, da en dober odnos je tudi to, da lahko drug ob drugem rastemo, da lahko drug ob drugem konec vedno bolj razvijamo svoje potencijale. Tisto, kar je še tudi pomembno za en dober odnos, je tudi to, da si upamo konec koncev najprej sploh povedati in poskrbeti, kaj nas teži, kaj nas mori. Da ko pridemo domov, da ne gremo samo mrtvo hladno pred televizijo, ampak da povemo, s čem smo prišli. Prihajaš domov ves vesel v pričakovanju, kako bo pozitivno, ko se bomo srečali. Mož doma ves vesel pričakuje, da se nas srečala. Potem se pa srečamo, da se v trenutku skregala. Zakaj? Zato, ker je vsak prinesel en svoj paket. On iz svoje službe, jaz iz svojega vsakdanjega življenja službega. Tudi, če mi je super v službi, še vse in so ene stvari težke. Ne? In če se ne znamo takrat ustaviti pa reči, saj mi da so čisto v redu, samo ene težke stvari nosva s sabo, a se lahko ustavimo, a si lahko dava eno sočutje, a si lahko prideva nasprot. In niti ni treba iti vsak v svoj kot, pa se oddaliti, pa reči čez 5 let, sej, kdo pa je to tudi, s katerim živim. Še ena stvar se mi zdi tudi pomembna za srečo v medosebnih odnosih in to je sočutje do sebe. Čisto v tem smislu, da nismo prezahtevni do sebe, ker srečujem veliko ljudi, ki je do sebe neznansko zahtevnih. Tudi jaz sem včasih med tistimi, priznam. Ampak ko se zalotim, pri tem si včasih rečem, Anica, daj malo vstav konje. Saj ne rabiš biti popolna.
Ja, lahko tudi narediš kako napako. Lahko tudi daj česa ne veš. Lahko tudi daj poiščeš pomoč. Nič ni narobe. Ampak včasih imamo ta občutek, da bi mogli vse sami. In da moramo sami sebe obsojati in da smo krivi do smrti, če smo naredili eno napako. Enih 5 značilnosti družin, ki so jih našteli psihologi, da so pomembne, da vemo, da so to nekaj take zdrave, varne družine, so teli zdravi, varni odnosi. In sicer, ja, nekaj ste jih že kar našteli. Vse mogoče bomo na koncu počeli tega, da ste vse našteli. Eno je povezanost. To, da se kot družina oziroma kot par, če smo samo v paru, ali pa konec v neki varni skupini. Se pravi, to je ena družina ali pa družina v navednicah, ki temelji na eni povezanosti, kjer se čutimo drug drugega. Potem, kjer si lahko zaupamo, to ste že povedali, da se spoštujemo in da si dajemo prostor za razvijanje naših sposobnosti in s tem človeku damo dostojanstvo. In koncev, ja, da imamo možnost tam razviti svojo enkratnost, tiste naše individualne značilnosti, ki so samo naše. Ker tudi, če ste rojeni v družini smučarjev, to ne pomeni, da morate imeti radi smučanje. Lahko pa je vam všeč plavanje. In to je tudi nekaj, kar včasih nam je težko drugim dovoliti, da nam nekaj ni všeč, kar nam je. To je pa obratno. In pravi, da najvišja stopnja razvoja družine pa je sočutje. Biti sočuten pomeni, ja, popolno iskrenost in resnico. Pomeni, da se počutimo varni v naši družini. In potem bo tudi naš otrok ali pa mi lažje poiskal vstop v nevarne odnose in bil iskren do sebe in do drugih. Tako, jaz bi danes s tem zaključila. Tako vam rečem hvala za pozornost, pa vas hkrati povabim na Akademijo kakovostnih medosebnih odnosov, ki se jutri pričenja v Krškem. Hvala za pozornost. Hvala predavateljici dr. Anici Koprivc-Preperuh, Društvu Čutim življenje, Akademiji kakovostnih medosebnih odnosov in tudi vam, dragi obiskovalci. Naj nas spremlja misel, da smo ljudje bitja odnosov. Naj bodo ti kakovostni, osrečujoči, sproščeni in zdravi. Hvala.